Ja, seveda, jesenski del nogometnega prvenstva se končuje in tako kot v podjetjih je prav, da naredimo, lahko rečemo temu, kratko inventuro. Danes se bomo posvetili ekipam U15 in U17. Erik, ti si strokovni vodja Mladinskega nogometnega centra. Seveda stroka ima verjetno svoj pogled na dogajanje med sezono. Mogoče, če čisto na začetku rečeva, kako se je začelo? Pred samo sezono smo nekako postavili neke cilje, rezultatske cilje, kar se tiče same igre, cilje v trenažnem procesu. Tako zdaj na kratko, na hitro lahko povemo, da smo pri selekcijah U15 in U17 zadovoljni z vsemi cilji, ki smo si jih zastavili, ker so bili vsi več ali manj uspešno ustvarjeni, tako da res nekako pozitivno gledamo v spomladanski del sezone. Ja, U15 nekoliko manj uspešnih, če gledamo samo lestvico, 7. mesto trenutno. Kaj bi o tej ekipi rekli? Čeprav smo na 7. mestu, smo 4 točke za drugim mestom, tako da nekako je liga zelo izenačena, je 5-6 ekip nekako v 3-4 točkah. Zdaj mene kot strokovnega vodja veseli, da so fantje na vsaki tekmi pokazali tisto, kar se od njih zahtevalo. Zdaj pa je včasih malo sreče zmanjka, včasih tudi malo kvalitete, nekih odločitev, ampak kakor sem rekel, pozitivno res gledamo naprej, ker verjamemo, da imamo veliko domačih fantov, ki so sposobni igrati na tem nivoju. Rezultatsko pa smo športniki, želimo si biti čim više, ampak kakor sem rekel, do drugega mesta nas ločita 4 točke, tako da mislim, da bomo to tudi nadoknadili v spomladanskem delu in bomo končali sezono na višjem mestu. U17 pa na drugem mestu, samo Maribor, edina neporažena ekipa v prvenstvu je pred nami. Kar veliko, če gledamo statistiko, pozitivnih kazateljev. Druga najuspešnejša ekipa v strelskem smislu, druga najboljša obramba z najmanj prejetimi zadetki, torej s 16 prejetimi zadetki. Kako bi opisal ekipo U17? Kar se tiče ekipe U17 oziroma kadetov, smo že pred sezono vedeli, da imamo zelo kvalitetno ekipo. Velik del je bil opravljen že v lanski sezoni, ko je bilo jedro igralcev U15 v tem letnem času lani priključeno že kadetom, tako da so bili sedaj že eno leto v trenažnem procesu kadetskem. Smo pa tudi dodali 2 igralca, ki sta dodala to dodatno kvaliteto. Smo pa vedeli, kot sem že rekel pred začetkom sezone, da imamo zelo kvalitetno ekipo in nekako mesto na lestvici to samo potrjuje. Tako da tudi pri kadetih upamo na koncu, da bomo tudi, kjer smo zdaj tam tudi ostali, upamo tudi na kaj več. Lahko premagamo Maribor? Seveda, smo športniki, fantje se na vsakem treningu, na vsaki tekmi dokazujejo. Sploh zdaj ta zadnji del jesenskega dela so res pokazali dobre predstave, dobre rezultate. Pri kadetski ekipi je 10 do 12 fantov reprezentantov, ali v 16 ali v 17, tako da mislim, da imamo res lepo podlago za dobro delo v prihodnosti. Je mogoče to celo težava, da imamo tako veliko število dobrih fantov? Sladke skrbi za nas kot vodilne v akademiji in pa tudi za trenerski štab, ampak mislim, da smo dobro zbalansirali, da so vsi fantje dobili prepotrebne minute. Tako da mislim, da so lahko vsi zadovoljni z njihovimi predstavami in z njihovim razvojem. Vedno je lahko boljše, ampak zato smo pa tukaj mi, da to naredimo, da bodo fantje res napredovali iz treninga v trening in iz tekme v tekmo. Kako pa izgleda ta zimski premor, ne? Verjetno stroka ne reče igralcem veseli december, se vidimo, ko se vidimo. Verjetno je kar nekaj nalog opraviti potrebno tudi med premorom. Zdaj do konca decembra oziroma letošnjega leta imajo ta selekcija U15 in U17 še nekaj prijateljskih tekem. Nekaj tekem bo se odigrali tudi skupaj, tako da se trenerji in igralci še bolj spoznajo, še bolj začutijo med sabo. Letni sestanki oziroma polletni sestanki s trenerji U15 in U17 so bili že narejeni. Mene in Luko pa čakata v naslednjih tednih sestanki starši U15 in U17. To nekako prakticiramo, da gremo nekako čez vsakega igralca posebej, da starši dobijo nek feedback od trenerja in pa nas vodilnih v akademiji. Tako da res nekako imamo te neke čiste odnose, igralci vejo, na čemu so, starši vejo, na čemu so, trenerji vejo, na čemu so, in nekako z roko v roki funkcioniramo in na koncu to prinaša neke rezultate tako na igrišču kot ob njem.
Kdaj pa se potem začno priprave na spomladanski del in kdaj spomladanski del tekmovalno? Kadeti začnejo priprave 6. januarja, U15 en teden kasneje. Tukaj imamo pa že vse in prijateljske tekme in priprave že organizirane. Prvenstvo se začne 22. februarja, tako da boste imeli selekcijo v 15 in 17 kar nekaj mednarodnih prijateljskih tekem, priprave tradicionalne v Umagu, tako da mislim, da kar se tega tiče, res vsi skupaj že nestrpno čakamo na nadaljevanje prvenstva. Bolj za šalo kot za res. Kot strokovni vodja si pisal božičkom, imaš kakšne želje ravno v tekmovalnem smislu? Kar se tiče tekmovalnega smisla, mislim, da vsi želimo biti prvi, vsi želimo zmagati, tudi igralce, trenerje spodbujamo temu, da ta neka pozitivna tekmovalnost, pozitivno hotenje k čim boljšim rezultatom je vedno prisotno. Kar se pa tiče nekih želj, vedno povemo, da je zdravje in pa na prvem mestu, vse ostalo je pa plus, ampak kar se tega tiče, res nimamo se čemu pritoževati v MNC-ju. Erik, lepe praznike, lep premor, kolikor ga pač bo, in seveda uspešno v spomladanskem delu. Hvala enako.